torej vsem tudi z moje strani. Jaz sem, kot že povedano, bom predstavila svoj prispevek na temo Černobila in Slovenije. Raziskava, ki sem jo naredila, je imela za cilj pokazati, kako je slovenska javnost reagirala na katastrofo, ki se je zgodila leta 1986 v Černobilu. Zanimalo me je predvsem, kako so se slovenske novice ukvarjale s to temo, kako so jo predstavile, ter o čem so se trudile pisati. Nalogo sem zastavila na naslednji način. Tukaj na PowerPointu vidite moje kazalo, v bistvu uvod in sklep, potem pa sta 5 vsebinskih poglavij, in sicer prva 2 se ukvarjata s samo nesrečo, druga 2 pa se ukvarjata z bolj lokalnim območjem. V uvodu sem predstavila svojo temo ter sem obrazložila, kako se bom lotila te tematike. Namreč, osredotočila sem se na slovenske novice Delo, ter sem pregledala vse številke, ki so išle od trenutka, ko se je zgodila nesreča, pa vse nekje do sredi avgusta, in potem sem pogledala vse novice, ki so išle na obletnicah. Zraven tega sem uporabila še videoposnetke, ki sem jih dobila na spletni strani Radiotelevizije Slovenije in ki so nastali na temo Černobila, tudi ob obletnicah ponavadi. In ker sem, kot sem že rekla, želela tudi predstaviti pač samo nesrečo, sem se ukvarjala tudi z nekaterimi sekundarnimi viri, med katerimi bi izpostavila 2 knjigi, in sicer eno avtorice Svetlane Aleksijevič, ki se imenuje Glasovi iz Černobila in ki je nastala na osnovi ustnih pričevanj in v kateri po besedah avtorice najdemo dejstva, ki jih pač najdemo nekjer drugje, ter knjigo Serhija Plohija, ki se imenuje Černobil, zgodovina tragedije, in kjer najdemo v bistvu detajlen pregled poteka nesreče. In torej, ko sem začela pregledovati vse te vire, sem si za cilj zastavila odgovoriti na naslednje vprašanja. Kako je Slovenija gledala na černobilsko nesrečo, ki se je dogajala tisoče kilometrov stran od nje, ali se je sploh ukvarjala s to temo, v kolikšni meri in na kakšen način. In ker sem si pač raziskavo začela z idejo, da so časopisi poročali največ o tem, kar zanima bralce, sem si zastavila še naslednje vprašanja, pa se me je zanimalo, ali so ljudje oziroma bralce zanimale posledice nesreče ter njen vpliv na Slovenijo, ali so jih mogoče zanimali ukrepi drugod, ali so jim pač prioriteti bile ekonomske posledice nesreče, torej zanimalo me, o čem je javnost želela biti obveščena. S prvima 2 poglavjima sem želela, kot sem rekla, v bistvu predstaviti potek nesreče. Tukaj bi izpostavila, da sem zgodbo začela že v 60-ih letih, in sicer, ko se je rodila sama ideja o izgradnji nuklearne elektrarne. Že v 70-ih letih se je začela izgradnja s prvim reaktorjem, ki je bil zgrajen decembra leta 1977, s 4. in zadnjim pa decembra leta 1983. Zanimivo je tukaj izpostaviti, da so vsi bili dokončani konec leta, in sicer decembra, in tukaj opažamo, da je pač premagala potreba, da se reaktorji čim hitreje dokončajo, a da je varnost, kot bomo videli, bila na drugem mestu. Samo mesto Pripjat, ki se nahaja 3,5 km stran od nuklearne elektrarne, je raslo kot posledica izgradnje elektrarne. In v času nesreče je imelo nekaj več kot 50.000 prebivalcev s povprečno starostjo od 26 let. Nesreča se je, kot že vsi vemo, zgodila 26. aprila ob 1. zjutraj 23:45 sekund, samo nekaj ur po načrtnem izklopu 4. reaktorja zaradi rutinskega testa. Zaradi zaupanja sistemu nihče razen zaposlenih pač ni verjel, da je prišlo do take napake. Beremo pričevanja ljudi, ki so verjeli, da je pač prišlo do bodisi naravne nesreče, ali ti, ki so zaupali sistemu, so verjeli, da je pač prišlo do vmešavanja Zahoda, citiram, kako bi uničili komunizem, in tudi ti, pa, ki so bili verni, so verjeli, da je šlo za božjo kazen. Reševalci so sami vedeli, da je prišlo do eksplozij, so pohiteli gasiti požar. Ko so videli pač razmere, so poklicali vse reševalce kijevske regije, ki so takoj prišli pomagati brez kakršnekoli opreme, in že po kratkem delu jim je postalo zelo slabo. In čeprav je Gorbačov bil zmerom hitro obveščen, je večina sestankov potekala brez njegove prisotnosti ali sploh brez prisotnosti kateregakoli pomembnejšega člana komiteja. In čeprav so znanstveniki opozarjali ves čas o hudih posledicah nesreče, se z evakuacijo ni začelo v prvih 36 urah.
V teh 36 urah pa je življenje poteklo popolnoma normalno. Otroci so hodili v šole, starejši pa so hodili v službo. Pri evakuaciji je bilo povedano, da s seboj naj ne vzamejo ničesar, oziroma niso smeli vzeti ničesar, se jim je bilo povedano, da se bojo vrnili čez 3 do 5 dni. Niso se vrnili, kot vemo, niti takrat, niti se v teoriji, niti zdaj ne smejo vrniti. Beremo pa zgodbe ljudi, ki so se vrnili, ker niso imeli kam drugam iti, saj so zboleli s posledicami nesreče in so upravičeni do upokojnin zaradi tega, ampak jim se te upokojnine vsako leto zmanjšujejo in od tega denarja v bistvu ne morejo več sebe preživljati. Beremo pa z druge strani zgodbe ljudi, ki so po nesreči začeli prihajati v Pripjat, saj so se tam počutili bolj varno kot v svojih državah, ker so v njihovih državah v tem trenutku bile vojne, naprimer ljudje iz Tadžikistana. 1. maj se je takrat praznoval v zmanjšanih kapacitetah, medtem ko se je na 4. reaktor vrglo 5 ton peska, kako bi se preprečila radiacija. Tudi so bili mobilizirani 600.000 ljudi, ki so jih poimenovali likvidatorji in ki so imeli nalogo počistiti posledice nesreče. Vsi so bili mladi, komaj so končali srednjo šolo in nekatere celo danes najdemo v bolnišnicah, da se lečijo z posledicami tega dela. Gorbačov se je na javnost obrnil le enkrat, in sicer 14. maja 1986, sam Černobil pa je obiskal le enkrat in to 1 leto po nesreči. Takrat so tudi potekali sodni procesi proti 6 osebam, ki naj bi bile odgovorne za nesrečo. Černobil je nehal delovati šele leta 1993 in sicer 2 leti pred načrtovanim datumom, čeprav so se organizirali skoraj pa lahko rečemo redni protesti proti elektrarni. In kot posledice nesreče je zemljevida Ukrajine zbrisano več kot 400 vas, radioaktivnost se je čutilo vse do Japonske in ZDA v manj kot 10 dni od nesreče. Nesreča je izbrisala identitete ljudi, ki so prihajali iz njihove okolice. Pustila je prazne ulice in hiše, prazne ljudi in njihove duše. Ljudje so izgubili identiteto, saj če bi jih nekdo srečal, če bi sploh imel poguma, da se pogovarja z njimi, bi jih vprašal le eno in isto vprašanje. Kje so bili, ko se je zgodila nesreča? Sami ljudje pa so bili zmedeni in nedovolj obveščeni. Niso razumeli, kaj je sevanje, kako je radiacija lahko prišla v njihove domove, zakaj ne vidijo, čeprav pol beremo pričevanje ljudi, ki radiacijo vidijo so videli kot modro zaveso, črni dim in podobno. In ker so ves čas govorili, da se situacija umirja, niso razumeli, zakaj se ne morejo vrniti domov, niti zakaj ne morejo pobirati letine, niti zakaj bi morali v bistvu oprati vse, kar je bilo v njihovih domovih, če je bilo v zaprtem prostoru. Zmedenost in neobveščenost sta pripeljala do tega, da so se, kot sem že rekla, nekateri celo vrnili nazaj v Černobil, ker zdaj živijo in jejo hrano, ki jo tam pridelujejo. S 3. in 4. poglavjem pa sem se želela poglobiti v bolj lokalno tematiko in omenila bi pri tem samo še eno stvar. Javnost namreč ni bila tako obveščena s strani Sovjetov in v bistvu niti ne bi bila obveščena s strani Sovjetov, da jih na to niso opozorili Švedi, ki so ne tako dolgo po nesreči opazili zvišano raven radioaktivnosti pri njih. V Sloveniji je prvi poročal o nesreči Radio Slovenija in sicer v jutranjih poročilih 29. aprila 1986. Temu so sledile prve meritve ter prvi ukrepi iz previdnosti, saj nihče ni vedel, s čim se sreča. Ukrepi so bili različni, spreminjali so se v prvem mesecu nesreč. Od prepovedi užitja mleka in zelenjave do odsvetovanja športnega pouka in sprehajanja na prostem ter tuširanja z vročo vodo. Novice Delo so prvič poročale tudi 29. aprila 1986. In na prvi strani, v spodnjem desnem kotu, najdemo en majhen članek, ki pravi nesreča v sovjetski nuklearki, radioaktivnost na Švedskem. Že naslednji dan pa zavzame novica večji del prve strani, saj en ogromen naslov pravi Černobil, katastrofa v jedrski elektrarni. In zdaj, da ne bi šla skozi vsak dan, bom sem povzela bolj pomembne dogodke in izpostavila par ključnih stvari, ki sem jih prebrala v teh novicah. Namreč, čeprav sem pregledovala vse novice do konca julija in občasno še naprej, sem opazila, da Černobil izgubi pomembnost že v prvem mesecu, ko se je zgodila nesreča, oziroma v mesecu maju. Od nesreče do 1. junija je Černobil skoraj vsakič glavna tema. Enkrat pa, ko se neha govoriti o ukrepih, izgine sama tema Černobila iz novic.
Tukaj pa jih izpostavila, da so se najprej pisali takšne naslovi, ki se ne bi poudarili s tekstom pod njimi. Naprimer, naslov 7. maja pravi, da je še veliko vprašanj brez odgovorov, medtem ko potem spodaj v tekstu beremo, da je javno seznanjeno z vsem, da Sovjetska zveza sproti obvešča o dogajanjih v Černobilu. Naslovi bi kar pogosto menjali sevanje in medtem, ko bi naslovo pisalo, da se ne povišuje, v tekstu ne bi pisalo, da je stalo isto ali da se ne znižuje. V bistvu zgodilo bi se parkrat, da bi se potem sevanje sploh ne bi omenilo v tekstu. Rubrike, kot je odprti telefon, pa so imeli vsakodnevno vprašanje na temo nesreče, kar nam je pokazalo bojazen in skrb ljudi, ter pa samo nevednost o jedrski energiji. Veliko je bilo omenjeno nuklearne elektrarne Krško, že od samega začetka, kar nam govori o tem, da je bojazen, da bi se nekaj podobnega zgodilo tudi pri nas, prisotna že od samega začetka. In ko se to časoma začne umiriti, se novice začnejo oddaljevati od Sovjetske zveze na način, da začnejo trditi oziroma pisati, da niso na kakršenkoli način pomagali ali sodelovali pri izgradnji 4. vprašljivega reaktorja. Ves čas beremo dve kontradiktorni stvari. Beremo, da so bili dobro obveščeni, hkrati pa beremo o skromnem prilivu informacij. Ves čas se omenjajo tudi ukrepi, ki so jih uvedli iz previdnosti. Ukrepi, kot so pitje mleka in uživanje vrtnin, so aktualni skoraj ves čas. Enkrat pa, ko okrog 20. maja izginejo, se niti več ne omenjajo. Omenja se tudi svetovanje sprehajanja, športnega pouka in s tem v zvezi se odsvetuje nosečnicam, bolnim in otrokom biti zunaj nasploh. In s tem v zvezi se začnejo urejevati vprašanja ekonomske narave in sicer, če se že bolnim in nosečnicam odsvetuje hoditi ven in s tem tudi odsvetuje hoditi v službo, kdo jim bo plačal za to in ali jim bo kdo sploh plačal za to. To pa se pojavi le enkrat v novicah in novinar trdi, da je logično, da bo država plačala za to kot neke vrste odškodnine, ampak potem ne zasledimo več niti ene omembe tega, tako da ne vemo, če so plačali ali ne. In počasi se s tem fokus spremeni na vprašanje o prepovedanem izvozu iz Jugoslavije, namreč zaradi previdnosti na širši evropski ravni je bil prepovedan izvoz iz določenih držav, med katerimi je tudi bila Jugoslavija. In takoj, ko so začeli zmanjševati druge ukrepe, opazimo, da so začeli govoriti o tej ekonomski škodi, ki je bila narejena kmetom in poljedelcem. Z ukinjenjem pa prepovedi, ki se je zgodila konec maja, izgine to vprašanje iz novic in s tem izgine tudi sama tema Černobila. Novico o Černobilu zasledimo še enkrat in to je takrat, ko naj bi bili odstavljeni vsi, ki so bili odgovorni za nesrečo. Potem pa ne zasledimo več, razen na obletnicah. In tukaj bi izpostavila še dve obletnici in sicer takoj naslednje leto 1987, ko se bolj govori o protestih povsod po Evropi proti jedrski energiji in se tukaj omenja sovjetska kulturna scena, kar piše, da je napisano že veliko knjig, veliko prispevkov, veliko filmov je narejenih na temo Černobila, ampak niti en ni bil do takrat objavljen, saj so bili potrebni tako imenovani popravki. Potem pa imamo še en prispevek iz leta 1988, ker se govori o problemu vračanja ljudi v Pripjat, ter o tem, da se zastavlja vprašanja, katerih se vsi izogibajo. Za zaključek bi izpostavila še nekaj stvari. Namreč po besedah enega izmed predstavnikov organizacije Greenpeace, citiram, Černobil še vedno ni stvar preteklosti. Katastrofa v Černobilu še vedno traja. Posledice niso omejene le na območje Černobila in okolico, ampak se čutijo tudi globoko v Evropi. Območje Černobila je še vedno nenaseljeno in neuporabno. Območje v okolici, ki so naseljena, pa so še vedno kontaminirane in ogrožajo življenje več milijonov ljudi. Ampak videti je, da podobno kot pred skoraj 40 leti, prioriteta je še vedno elektrarna, ne pa ljudi. Danes se ljudje spopadajo s posledicami sevanja, za preživetje nimajo denarja, do pokojnin niso upravičeni, čeprav so zboleli s posledicami jedrske katastrofe. Oceniti trenutno stanje je nemogoče, saj se vsako leto zmanjšujejo sredstva namenjena raziskavam. To pa ne pomeni, da se situacija tako hitro izboljšuje. Tudi finančna podpora ljudem, ki so ostali v Černobilu ali so se vanj vrnili, se vsako leto zmanjšuje. Glavne ulice ni več, povsod so drevesa, a bloki so videti kot del gozda. Ogromno komunističnih simbolov, najdemo celo spomenik Lenina. Černobil je eden redkih primerov, pri opisovanju katerega lahko damo v isti stavek šolski zvezek in plizensko masko. Življenja ljudi pa so ostala tam, nedotaknjena, ustavljena v času. Številne vasi v okolici so izginile, če niso ostale zamrznjene v času.
Četrti reaktor pa je ostal tipičen primer tekmovanja med Zahodom in Vzhodom, pri čemer se vidi želja Vzhoda, da bi dohitel Zahod in to na katerikoli način, tudi z goljufanjem in po nevarnih bližnjicah. Slovenija se še vedno spomni časov, ko je bilo prepovedano uživanje vrtnin in pitje mleka. Vsako leto okoli 26. aprila je en prispevek na Radioteleviziji Slovenije posvečen nesreči v Černobilu. Če pa se vrnemo na analizirane članke, opazimo, da so vsi nastali v času takoj po nesreči. Pri pregledu tistih kasnejših mesecev opažamo, da Černobil skoraj ni omenjen. Niti na datume, ko se je nekaj pomembnega zgodilo, kot je obsodba vseh odgovornih za nesrečo, zapiranje reaktora ali njegovo ponovno aktiviranje. Mislim, da so novice skušali obravnavati nesrečo na podoben način, kot se je obravnavala pandemija COVID-19 2 leti nazaj. Najprej je bil en kup člankov, ki se trudi pomiriti ljudi zaradi nečesa novega, neznanega. Potem smo opazili, da se je začela pojavljati stalna rubrika, ki je govorila o sevanju. Hkrati se je fokus spremenil in usmeril obveščanje o tem, kako se drugi ukvarjajo z nesrečo, kakšni so ukrepi drugod. In po nekaj dneh, ko se je ugotovilo, da posledice niso tako resne, kot se je mislilo na začetku, se je pozornost usmerila k denarju. Kaj bomo z vsemi, ki jim je bilo svetovano, naj si zaprejo svoje domove? Kaj bomo s kmetijami, katerih izvoz se zmanjša? Ali nam bo Sovjetska zvezda, iz njo skupaj Jugoslavija, plačala odškodnino za škodo, ki smo jo utrpeli? In ko so se ukrepi ukinjali, je izginila tudi tema Černobila. Skrbi več ni bilo, saj smo se vrnili v normalno življenje. Mogoče bi pričakovali, da se bo strah ponovno pojavil, ko se je elektrarna ponovno aktivirala. Do tega pa, takrat, ko sem delala raziskavo, mi je bilo presenetljivo, da ni prišlo, potem pa sem videla, da do presenečenja ni prišlo, niti ko se je pojavil novi sev COVID-19. In zdaj, vsako leto okoli 26. aprila poslušamo podobne prispevke. Vsi nam obljubljajo, da do nečesa podobnega ne bo prišlo, vsi nas spominjajo na čase, ko je bilo mleko prepovedano, sprehajanje zunaj pa omejeno. Nihče nas ne opominja, koliko sta lahko majhna napaka in majhna prenagljenost pri takšnih stvarih nekaj, kar lahko vpliva na en kotiček zemlje naslednjih 20.000 let. Ne zavedamo se tega, ampak radi obiščemo mesto iz preteklosti. In to je postalo neke vrste temačna turistična atrakcija, čeprav so obiski svetovani. Mesto je postalo spomenik in vprašanje za konec je samo, ali je postalo spomenik človeške neumnosti. Hvala za pozornost.